prvi oddaji letošnje spomladanske sezone smo se na glavnem trgu v Novem mestu družili s simpatičnimi novimi in legendarnimi starimi Renaultovimi peticami. In ob tem se je na naše navdušenje povabilu odzval tudi lastnik čudovitega primerka GT Turbo. No in ko smo pokukali v avto, nas je tam hitro čakalo zelo prijetno presenečenje. 36 let bo star letos, na ceste ga je zapeljal Bojan Križaj. Imamo tukaj servisno knjižico, vidimo podatke o našem znanem smučarju. Pa jo imamo ponovno tukaj. Torej, s tem avtomobilom je približno ob koncu svoje športne poti, kakšen zavoj, poleg tistih smučarskih, tudi na cesti podinamično odpeljal slovenski smučarski šampion Bojan Križaj. In zakaj bi ostali le pri tem zanimivem podatku? Mislim, da je čas, da ob finalu te sezone avtomobilnosti še enkrat obudimo spomine. Čas je za ponovno srečanje, za reunion. Moram orang zračunati, ampak tega je, bi rekel, skoraj 40 let. 35-36 let. S tem, da je bil to takrat sanjski avto. Res, avto za igrače, ampak nevaren. Ne. To je bilo toliko moči za tiste čase, toliko pravzaprav eksplozivnosti, da ni bilo za vsake roke, pa za vsako nogo. Kakšna je zgodba tega avtomobila? Kako je pravzaprav prišel do vas? Imel sem priložnost se probati tudi na reliju Saturnus. Imel sem enega krasnega sovoznika, ki je bil istočasno moj mentor, Silvo Valant, žal pokojni. Sam dirkač, tekmovalec. Mislim, da me je on naučil avto voziti do te mere, da sem začel drugače gledati na celo zgodbo. Verjel, da avto se da izkoristiti bistveno bolj kot sicer. Ne? In takrat sem tudi videl, da je avto lahko veliko zadovoljstvo. In moram reči, da je bil to eden od avtomobilov, s katerim sem res užival. Ko sem slišal, ne, kaj se bo dogajalo, pa da bom imel priložnost avto videti zopet v naturi, sem bil presrečen. Kako je šlo potem naprej zgodba tega avtomobila od gospoda Križaja, pa potem naprej do vas? Kolikor je meni poznano, k meni je prišel v taki obliki, kot je zdaj, resnično zelo ohranjen in sem prav vesel, da so ga vsi lastniki pred mano, seveda pa tudi vi, zelo pazili. Glede na to, da je dokaj živahen avtomobil, je njegova usoda, da me čaka, ne, da me v garaži čaka, ker je le dejansko po predpisih je že starodobnik, po izgledu je mladodobnik, tako da vesel sem, da ga imam in ga pazim in si želim, da postane dobra zgodba. No? Imamo še kakšno zanimivo anekdoto, zgodbo, ki se dotika tega avtomobila izpred dobrih 30 let? Prvi avto, torej tudi 5 turbo, sam prva, jo ni bilo možno prevzeti v Sloveniji, ne vem zakaj ne, to se ne spomnim več. So mi jo pripeljali v smučarski center Val Thorens in študent se z njo pripeljal direktno iz tovarne, mi dal ključe, vse dokumente in sem se odpeljal z njo domov. Doma uredil pač vse te carinske formalnosti, od Novem mestu so mi jasno pomagali zelo. Rudi Šali, bivši sovoznik od Braneta Kizmiča, se je zelo angažiral, zraven pomagal. Ta druga je pa že prišla v Novo mesto in sem jo v Novem mestu prevzel. Torej včasih je bilo celo lažje na smučarski tekmi dobiti takšen avto kot pa nas doma. To je bilo smeha na to temo, še pa še ne. In se spomnim, smo se dol, takrat sta bila otroka že, koliko stara, 5-7 let, kaj tacga, jasno, takoj po gasu smo leteli po tistih ovinkih, nismo do dna prišli, sta že oba bruhala. Tako da, pa ne o tem, o prvem. Jaz imam doma prtlažnik za Renault 5, ne? Ja. In nekoč nekdaj, ko se bom nekam peljal, dal smučke gor. Me pa zanima, če ste vi kdaj smučke peljal
Na avtu, recimo? Ne, na avtu sigurno ne. Aha. Jaz sem jih vedno noter dal. Aha. Tako, glede na to, da je manjši, so pač mi gledali tukaj proti menjalniku oziroma tej ročici zamenjati. Vedno sem jih noter dajal smuči. Ker smučka, ki je enkrat na strehi v zimskih pogojih, sol na cesti, to je, narediš ogromno škode. Torej je noter smučarski duh ostal tudi zaradi smučka. Recimo. Jaz se tako rad z avtom vozim, ampak ne na desnem sedežu, da mi je vsakič, ko se sedem v avto, vožnja užitek. Redko kdaj, da komaj čakam, da pridem kam, ampak enostavno vožnja sama mi je zakon. Noč, potem pa jaz predlagam, da gremo uživati. Ne? Spomnite, funkcionira tako kot v vaših časih? A turbino, ki štelate? Ne. Ne. Turbina je priprta, tako da se ne odpre čist. Aha. Ja. Meni so jo, braniti so mi od... Se odprl, no. Pri Atom je izpušni sistem naredil, ne nov. Dejansko, Se čuti. Ja, dejansko od motorja, ne, in je s tem tudi avto nekaj konju več pridobil. Je kar glasen, ampak je pa užitek, no, vse boste videli. Drugače je bil pa sedež takrat in še zdaj, ne? Ja, isti. Ulit za vas, ne? Ja, čist. Lepo pa je. Lepo. Ja. Poseben čar je bilo, ko se je turbina zaslišala. Kaj je to začelo žvižgati, ker takrat res avti niso imeli turbin noter. Ja. Lepo skoč. Pravite, adrenalin ste imel, ne? Tako na belih strminah, kot na asfaltu, ne? To pa res. Silvo Valant me je ogromno stvari naučil v avtu. Voziti, razumeti, da ni samo volan pa bremza, oziroma bremza pa gas, da imaš tehniko uporabe raznih teh momentov, ko ti avto spremeni smer, pa veš, zakaj ti to naredil. Mislim, dostikrat res velik pomen, če veš, zakaj avto kakšno stvar naredi. Jaz sem imel od 95 do 98, ko sem bil v najlepših letih, ne, in mi je to čista nostalgija. Ko sem se vozil na študij s prejšnjo 5000 GT Turbo, ne, od 95 oziroma 96 do 98, do 99 sem se v Ljubljano na študij vozil. Edino tisti nemški avto, ki je imel dvojni izpušni lonc oziroma dve cevi zadnje, edino tisti mi je bil konkurenca. Ne. Ko ste bil aktiven športnik, so bili ti dosegljivi, no pa športni avtomobili za tiste čase so bili kar popularni, ne? Ja, pa jaz ne vem, vsi smučarji so bili cepljeni na brzino tudi na cesti, motorji, avtomobili, se moram reči, da jih je tudi kar nekaj potolkalo na cesti. Igračka. Lušten. A je bila to zdaj ena doza nostalgije, taka ta prava? Je. Se vrniti toliko let nazaj in dobiti priložnost s svojim avtom se še voziti. Tako da tole je bilo res presenečenje zame, prijetno presenečenje in sem zelo hvaležen pravzaprav, da ste me najdel, poklicali, kakorkoli dali priložnost. A je ostalo še kaj tistega občutka za voziti Je. tak starejši športen avto? Je. Dejstvo je, da 120 konj ni ne vem koliko, ampak moramo pa vzeti v obzir, da je avto zelo lahek. In je to razmerje jasno potem čist nekaj drugega kot pri avtomobilu, ki tehta 1,5 tone in več. To je bila včasih res
luštna stvarca, ampak za ljudi, ki so obvladali vožnjo. Lep glas. Tako da tudi, ko vzameš pedal stran, lepo zapoje in ti da, ne vem, vsaj meni super občutek. Spravi za dušo. Ja. Tu je ta prvi volan, še popolno v originalnem stanju. In ta je dejansko sodi v... V osnovno opremo. Tako, ja. Tako, ja. Pokrovček odstraniš, imaš 5 vijakov, odviješ in ga zamenjaš. Ne. To je stvar parih minut in imaš že drugo krmilo. Drug obroč. Imam pa še nekaj željaje. To poznate, ne? Ja, kako ne bi. Tukaj le sem dal pa, so mi pa naredili za okvir, da bojo kasnejši rodovi, ko bojo tole videli, ne? To je pa prav vzor lastnika avtomobila, kako skrbi za neverjeten. Čestitam, bravo. Hvala. Tako da vas prosim, če bi še tle dal 2 podpisa gor. Z veseljem. Krasno, torej imamo prvi avto s certifikatom Bojana Križaja. Noro. Ker gre v primeru modela GT Turbo za športno različico petke, pa je prav, da ta avto postavimo ob bok sodobne športne izvedbe. Alpine A290 je torej športni brat novega Renaulta 5. Pa na hitro ponovimo tisto, kar o njem že vemo. Prepoznali ga boste po nekoliko bolj dirkaški zunanjosti, naprimer tudi po takšnih X-ih tukaj na maski, ki nekako svetlobno simulirajo tiste prelepljene žaromete na starih reli dirkalnikih iz prejšnjega tisočletja. Elektromotor, ki poganja prednji kolesni par, je še nekoliko močnejši kot pri Renaultu 5, no, na splošno pa gre za precej agilen in okreten avto s kratko medosno razdaljo, no, za nameček pa je masa vozila, ki ni prevelika, pomaknjena nekoliko proti prednjemu delu avtomobila, kar prinaša precej živahen zadek. Tako sem že ob prvi vožnji tega avtomobila, ki sem jo uspel upraviti na dirkališču, ugotovil, da mu izjemno ustrezajo zavite, zelo tehnične proge. Ravno tako kot nekdaj naši smučarski legendi. Kaj pravite? Gremo še enkrat za volan. Dober brcne tole. Se je kar go-kart efekt. To je pa čisto umeten zvok, ne? Ja, vse je. Dobro gre tole. Jaz vem, da če bi jo imel, bi želel iti nekam na neko dirkališče z njo. Tudi sedenje je zelo udobno. Čist ravno prav športno in ravno prav udobno se mi zdi. Dokler so gume še vroče, če bi bil ta avto smučar, katero disciplino bi obvladal? Slalom. Slalom. Za to ozko cesto s kratkimi ovinki je bil perfekten. In moram reči, da take električne igračke še nisem imel v rokah. Poskočnost, odzivnost. Nikoli si ne bi mislil, pravzaprav, da elektrika ponuja tak širok spekter teh možnosti, sem pa ujel z enim ušesom, da pa pripravljajo še bolj športno varianto.
A je to na nek način lahko nek duhovni naslednik tiste retro petice GT Turbo, s katero smo se prej vozili? Najbolj bi bilo oba dva imeti doma v garaži. Ne? Se strinjam. Tudi jaz bi si želel imeti poleg nostalgične Renault 5 tudi tega v garaži. Meni občutki velevajo, da bi želel še. Ne? Definitivno se mi zdi, da je podvozje zelo dobro nastavljeno, dosta go-kart občutka dobiš. Tudi jaz sem presenečen, zelo dobro se ceste drži. Ko obračaš volan, je dosti dobra povezava še vedno. Si želiš zapeljati nekakšno dirkališče z njim, pa res preizkusiti. Ljudje, ki so nostalgični, ki se radi spominjajo tistih klasičnih avtomobilov, ki so bili dominantni pred časom, verjetno prisegajo še vedno na tisto klasiko. Jasno, gremo pa vsi v korak s časom in te razlike bodo skozi bolj očitne in večje. Kaj pa zgodovina znamke Alpine? Ste kakšno izkušnjo imeli s tistim originalnim A110? Ja, sem imel srečo. Enkrat v Franciji sem pač imel priliko probati. Tiste je bila tudi, bom rekel, petarda, dobesedno petarda. Šlo je kot strela. Avto za tiste čase super modern, zmogljiv, konec koncev tudi za nevajene roke, nevaren, ampak sem užival blazno. Super, res dobro. Najlepša hvala. Z veseljem, hvala tudi vam za povabilo.